V čast mi je, da sem lahko tukaj eden izmed njih in zelo lepo vedeti, da smo se danes lahko zbrali sploh v tako velikem številu, kar nam pove, da Slovenija ima ogromno zelo dobrih vrhunskih športnikov, držimo pesti še za ostale, ki se morajo kvalificirati, da gremo tudi v čim večjem številu v Pariz, skupaj po čim boljše rezultate. Kot krovna organizacija slovenskega športa pa seveda poskrbimo za celoto, kar se tiče nastopa naših športnikov na olimpijskih igrah in jim na nekem takem seminarju, kot je bil današnji, poskušamo predstaviti vse zadeve povezane z logistiko, medijske obveznosti in tako naprej. Ja, moja naloga je bila podpis pogodbe, da sem uradno postala kandidat za olimpijske igre. Mislim, da je bilo danes ful fajn, da smo se zbrali, da smo izvedeli vse informacije za olimpijske igre, kako bo vse skupaj potekalo, mediji, olimpijska vas, res smo izvedeli veliko informacij, tako da je bilo kar fajn. Sploh pa ta neka povezanost, da spoznaš druge športnike in se nekako začneš veseliti olimpijskih iger. Zelo vesel, da ta projekt obstaja, torej da imajo vsi, ne samo veterani, tudi mladi priložnost nositi to baklo, ker pač to le nekako vzbuja olimpijski duh, uči mlade, kaj to sploh je. Da sem lahko bila del tega dogodka. Nam športniku da dodatno moč, da lahko v bistvu še vsakodnevno premagujemo naše meje in da smo vsakič boljši. Pomeni tudi to, da bodo olimpijci navdušili širšo množico ljudi, da se giblje ne samo ob bakli, ampak tudi sicer v življenju. To je po mojem mnenju najpomembnejše. Imeli smo kratek kviz, ker si dobil nagrade. Klekali smo jedli vaple. Pa izzive smo reševali. Danes smo praznovali olimpijski dan. Ta oblačila se morajo nadgrajevati, ne izključevati, ker gre za olimpijsko kolekcijo, ne za trend kolekcije. Jasno, znotraj tega omejenega prostora pa vse iščeš neke nove rešitve in mislim, da se bo to videli, da bodo to gledalci in vsi tisti, ki bodo te oblačila nosili, to zelo hitro opazili. Meni je ful všeč, da se te barve malo prelivajo pa to, tako da to mi je res fascinantno, tako da komaj čakam, da dobim svoj paket.
Dodano je seveda nekaj drugačnega, kar se vedno spodobi, in tudi nekaj francoskega, ker si francoska prestolnica ne samo mode, ampak tudi športa v letošnjem letu tudi zasluži. Taka snemanja se ne dogajajo vsako leto, ampak pač ravno pred olimpijskimi igrami, ko pa pridejo na vrsto, je pa to res dober opomnik, da je pa vse ni tako daleč več, kot mogoče zgleda in da je treba trenirati. Ampak danes je bilo kar nekaj takih snemalskih izumov, s temi gumami smo šli z 360 kamerami, tako da to je bilo kar zanimivo. Ja, probamo še kaj drugega. Če mogoče kajtanje ne bo šlo, pa morda model postal. Izjemno sem vesela in ponosna, da smo združili moči in danes predstavili dejansko prvo skupno nacionalno olimpijsko kampanjo, ki povezuje šport in turizem. Zvezdniki na svojem področju, popolnoma normalni v interakciji z njimi, brez nekega pretirane zvezdništva in ja, super ljudje. Ja, bom rekel, vsekakor se občuti nervoza, ampak vsekakor je tudi neko veselje in že komaj čakam, da se te olimpijske začnejo. Ja, veselim se definitivno, veselim, ko mi čaka, ne vem, sama pozitivna vzdušje, kaj bi jaz rekel. So bile kar močne priprave z nami, kar od višinske priprave do raznih težkih treningov, do raznih težkih tednov. Jaz mislim, da je bilo zelo težko, ampak je vse kar splača za te olimpijske.
tu je še pospeševal, kakšen rezultat, prvo mesto. Žoga je v polju Francije, Slovenija je zmagala. In Kodrin je zadev! Slovenija je v polfinalu! Če se le da, pridemo sem. Poleg tega se tudi podružiti malo z družinami in prijatelji. Ta podpora nam seveda ogromno pomeni in nam da še tisto dodatno energijo, tako da danes smo jo res rabili in ja, hvala za priložnost, da smo lahko tukaj. Ja, super je, da smo uspeli priti sem, da se družimo z najbližjimi, da poskušamo spet slovensko hrano. Že dolgo sem od doma, tako da tole danes je res pika na i. Da dobim mišice. Andreja Leški je olimpijska prvakinja! Vzdušje v Kopru je bilo odlično. 4 dni smo imeli prekrasne olimpijske izzive. Danes se je vse skupaj zaključilo z zlato olimpijsko kolajno, tako da smo presrečni, plešemo, veselimo se. Sem sigurna, da so Primorci glasno navijali pred velikim zaslonom, ampak kaj ne rečem, pričakovano, smo glasni, pač, takšni smo. Pač neopisljivo je to, ne vem sploh kje začeti, kje končati. Sneg, ki me preplavljajo čustva in misli mi bežijo na vse strani in vsem ljudem, ki so mi že zdaj zadnje dni toliko ene podpore pač izkazali, da res moram malo se zbrati in si vzeti čas, ko sploh lahko uredim vse te misli in čustva. Pač, ne vem, to je življenjski spomin, življenjski dosežek.
tretje mesto, medalja za Slovenijo je potrjena. Zdajle je na prvem mestu in je ponovila uspeh iz Tokija. Janja Garnbret je znova zlata. Zdaj olimpijski podprvak in srebrna medalja za Tonja Vodiška.